Ja, pozdravljeni. Danes o meme coinih. Meme coini, v bistvu kovanci v kriptosvetu pomenijo, da v ozadju ni ničesar, nobenega projekta, podjetja, produkta, ničesar. Zdaj, zakaj sem o tem? Zato, ker je zdaj pred nekaj dnevi je Donald Trump, ki je zmagal na ameriških volitvah, izdal, oziroma družina Donalda Trumpa, meme coine, kovance, in sicer na Solani omrežju. Pa sem rekel, da vam malo povem o tem, a se splača ali se ne splača to kupiti. Zdaj pri meme coinu je treba vedeti, da je to v bistvu čista loterija, in je čista piramidna shema, ne. Se pravi, to je ponzi shema. Definitivno vsak ta meme coin je ponzi shema. Torej tisti, ki prvi vložijo noter, pridejo najceneje skozi, in potem tisti, ki vlagajo, se lahko cena dviga, večje ko je povpraševanje, večja je cena. In v glavnem, ko pride do določene cene, potem tisti, ki so prvi vložili, ki so najmanj dali, dejansko dampajo, vržejo dol kovanec, tako da vzamejo ven dolarje, ne. Se pravi, spremenijo v dolarje. Zdaj, Donald Trump je dolgo časa nazaj, se spomnim, bil zelo proti kriptu, bitcoinu in tem zadevam, in je poudarjal dolar. Zdaj se je premislil in gre v to smer, tudi ga vidimo zelo veliko z drugimi voditelji. Zdaj, to je njegova spletna stran, official, da se kupiti, je na Solani, to je kripto naslov, v bistvu lahko s katerokoli denarnico v bistvu kupite na nekaj borzah, to je. In cena gre dejansko precej gor in povsod v bistvu on ima povsod reklamo. Torej, če gremo pogledat takole, a ne, CoinMarketCap, CoinGecko, Coinbase, Binance, ampak ta ameriški Binance, pol ABC News, Investor Business, Forbes, CNBC, Reuters, v glavnem ni da ni, a ne, normalno. Človek ima vpliv, zadaj ni nič v bistvu. Zdaj, če boste vlagali, je pa tudi Melania svoj coin izdala, pa tudi drugi v bistvu, ampak niso toliko dosegli visoke cene. Če gremo pogledat na Binance, recimo, lahko kupite, pa če gremo na CoinGecko, v bistvu to je par dni staro, zdajle $40 je dosegel že tudi $70 kovanec. Lahko bo šlo gor ali pa dol, ne vemo, ne, kdaj se bojo odločili v bistvu to ven vzeti. To je čisto, kako bi rekla, čisto gambljanje, a ne. To je loterija, dobesedno, a ne. Zdaj, ne vem, če se hočete malo igrati s tem, kakšnih $20. Zdaj, jaz sem v bistvu pogledala, kje bi se dalo tako najhitreje, najlažje. Dejansko vam je najlažje recimo Revolut denarnica ali pa Kraken ali pa Binance, a ne. Je dejansko najlažji. Tudi Trust Wallet, ampak tam, ne vem, tam je kar preko neke rampe je treba iti in je malo zoprno, no. Torej, splača se za trgovalce, se pravi, da se spremlja cena, in če poskoči, ne vem, toliko pa toliko, vzameš ven. Preden, ker ne verjamem, da bo to dolgoročno, a ne. Ta kovanec lahko, da bo toliko časa, kakor je ta človek na položaju, kot
predsednika, ne. Tako da meme coini v bistvu niso dolgoročna naložba, dejansko so namenjeni bolj neki igrci, trgovanju, otroškim igricam, dobesedno, tako da pač, kakor veste, ne, lahko vložite ali pa tudi ne, nikakor pa ni to dolgoročno. Morate gledati ceno in pač predlagam, da ko zraste do določene cene, pač se vzame to ven. In to je to, če boste kaj vlagala, ne. Je pa zanimiva priložnost mogoče za tiste, ki pač bi radi nek kakor hiter zaslužek, ki dejansko ni zaslužek. Pri takih zadevah vedno nekdo izgubi. Vedno, ker dejansko ni čisto prav, po mojem mišljenju. In jaz mislim, da bi moral svet iti v neko drugo smer razmišljanja in drugače delati na malo bolj normalen način, no. Pač da ne, da eni izgubijo, eni pa pač dobijo, ne. Lep pozdrav, fajn boste, pa vso srečo.